Torej, še enkrat lepo pozdravljeni. Moje ime je Kaja in sem danes tukaj še z Duško in z Dejanom. In mi se predvsem ukvarjamo z bolečino, z različnimi še ostalimi stvarmi v povezavi z bolečino in smo tudi danes za vas pripravili eno predstavitev o tem, kako je kognicija pomembna pri interpretaciji in pri ocenjevanju bolečine. Pa bi kar začeli. Zakaj je bolečina oziroma kje vse je bolečina v naših življenjih prisotna, jo predvsem verjetno poznamo kot nek medicinski izraz oziroma jo predvsem povezujemo z zdravjem, recimo z obiskom pri zdravniku in podobno. In jo recimo v kliničnem svetu predvsem poznamo kot simptom, sindrom ali pa bolezen. In kot vse to troje je bolečina v večini primerov oziroma kar pogosto podcenjena, je ne jemljemo kot nek zelo pomemben znak ali pa je recimo ne razumemo. Zaradi tega se nam zdi tako zelo pomembno, da se z bolečino ukvarjamo in jo poskušamo razumeti, pravilno ocenjevati in podobno. Bolečino pa poznamo ne samo v medicini, ampak je tudi izraz, ki ga uporabljamo oziroma bolečino poznamo tudi recimo v psihologiji, sociologiji in tudi v kakšnih drugih vedah. Potem smo se mi osredotočili tukaj na nekaj vprašanj, ki se ponavadi pojavljajo v povezavi z bolečino. Recimo prvi dve vprašanji se pravijo o količini bolečine in pa kaj je nekaj, kar je poškodovano, kar naj bi povzročilo bolečino, sta vprašanji, ki jih ponavadi zdravnik postavi pacientu, ki pride do njega in toži, da ga nekaj boli, da čuti neko bolečino. Potem ostala vprašanja, ki so tukaj navedena, so tiste vprašanja, ki si jih zdravnik ponavadi zastavlja takrat, ko postavlja neko diagnozo, ko ugotavlja, kaj točno je s pacientom narobe. Kar bi pa jaz tukaj izpostavila, je pa to čisto zadnje vprašanje, ki smo ga mi zapisali. In sicer, če so te fizikalne karakteristike impulza, ki se pravi impulza, ki pride do človeka, povezane z odgovorom, ki ga potem dobimo. Naprimer, da bo mogoče malo bolj jasno, če mi nekoga vzdražimo z nekim toplim oziroma vročim dražljajem in se oseba vseeno odzove, vendar reče, da čuti hladno, nam ravno ta podatek, da čuti hladno namesto vroče, pove nekaj več. Ni samo dovolj, da odgovori na ta dražljaj, ampak je pomembna tudi kako čuti ta dražljaj. Ne samo odgovor na dražljaj, ampak torej, kaj je v ozadju tega dražljaja, se pravi, pride do neke napake, če oseba ob toplem dražljaju čuti hladno. In to se nam zdi zelo pomembno. In kar bi še tukaj mogoče povedali, da v medicini, se pravi neka medicinsko pojmovanje bolečine, je nevropatska bolečina in še vse ostale bolečine, ki jih zajema vse to. Se pravi, mi, ko govorimo o bolečini, govorimo o nevropatski bolečini in še o vseh ostalih bolečinah, ki jih poznamo. In še enkrat bom mogoče zdaj ponovila ali pa malo bolj razširila, zakaj je tako pomembno, da mi pravilno ocenjujemo bolečino. Zaradi tega, ker na podlagi ocene bolečine, ki jo nek zdravnik ali pa nek strokovnjak postavi, od tega je potem odvisna diagnoza, zdravljenje pacienta in prognoza. Se pravi, če mi napačno ocenimo pacienta oziroma napačno ocenimo, kaj je vzrok njegove bolečine ali karkoli drugega, so vse nadaljne stvari napačne in mi pacientu ne moremo pomagati. Se pravi, ta oseba še naprej čuti bolečine, trpi in mu mi na nikakršen način ne moremo pomagati. Zaradi tega se nam zdi najpomembnejše, da se osredotočimo na ocenjevanje bolečine in je to najpomembnejša stvar, da lahko tukaj napredujemo. Kakšne oblike ocenjevanja bolečine poznamo? Jih poznamo več različnih načinov ocenjevanja je. Tukaj so našteti trije, ki imajo eno skupno lastnost, ki jo bom malo kasneje opisala, in sicer poznamo ta klinično ocenjevanje, morfološko in pa nevrofiziološko. In sicer klinično je anamneza, pa recimo kakšni vprašalniki ali pa lestvice. Potem morfološko ocenjevanje je statično pa funkcionalno. Statično je recimo primer CT ali pa magnetna resonanca, potem imamo pa funkcionalno, je recimo funkcionalna magnetna resonanca, pa nevrofiziološko imamo pa elektrofiziološko, pa psihofiziološko, je pa tudi več različnih načinov tega ocenjevanja. Imamo pa tudi dve različni definiciji bolečine,
ki sta tukaj gor napisani. Prva je medicinska, druga je pa bolj psihološka. In sicer ta prva je priznana strani Mednarodnega združenja za študije o bolečini. In sicer pravi, da je bolečina neko neprijeten občutek in pa čustvena izkušnja, ki je pa ponavadi povezana z neko poškodbo nekega tkiva ali pa česa podobnega. Potem ta bolj psihološka razlaga, ki pa je tudi nam bližje oziroma se z njo nekoliko bolj strinjamo, je pa to, da je neka telesna modaliteta, ki se povezuje z poročanjem osebe takrat, ko pride do neke poškodbe oziroma nekega ogrožujočega dražljaja in se ponavadi res povezuje s tem, da je telo ogroženo oziroma da se mi nekako počutimo ogrožene in vzbuja tudi neka negativna čustva, neprijetna čustva in podobno. In že prej sem omenjala nekatera ocenjevanja bolečine, ki se v tem trenutku uporabljajo in v tem trenutku je v medicini nekako najbolj uporabljeno ocenjevanje oziroma najbolj popularno, recimo, to CHEPS ocenjevanje in sicer to deluje z kontaktom, z vročim kontaktom, ki potem neke stimuluse sproža. In kar se mi tukaj pri tem sprašujemo je, ali je pri takšnem ocenjevanju vključena tudi kognicija. Zaradi tega, ker nocicepcija je občutek bolečine. In ta občutek bolečine, ki ga imenujemo nocicepcija, je zgolj občutek, ki ga sprožijo neki dražljaji kot odgovor na, ki nastane kot odgovor na nek neprijeten dražljaj in je nocicepcija v bistvu samo impulzi, ki potujejo po našem telesu, brez neke kognicije, brez nekega ozadja, brez spominov, ki jih imamo mi v povezavi s to bolečino, brez nekega čustvenega inputa, ki bi prišel zraven. Se pravi, je samo nek nevronski proces, ki nastane. Ko pa govorimo o bolečini, je pa to nocicepcija skupaj s kognicijo. Se pravi, to, da mi čutimo oziroma občutimo nek dražljaj, ki je neprijeten in temu dražljaju damo še nek pomen. Se pravi, s tem dražljajem povežemo naša čustva, našo kognicijo, naše razumevanje, spomine, prejšnje izkušnje, ki so mogoče z bolečino povezane in šele v tem trenutku lahko govorimo o bolečini, ne samo o nocicepciji. Zaradi tega je to tudi pomembno pri ocenjevanju bolečine, ker vse te metode, ki sem jih jaz do zdaj naštela, ki za ocenjevanje bolečine v bistvu merijo nocicepcijo, ne prav bolečine v tem smislu, kot jo jaz zdaj tukaj opisujem. Tukaj smo še dali za primer 3 različne pojme, ki so v angleščini sicer malo drugačni kot v slovenščini, se pravi sensation oziroma občutek je točno to, kar sem govorila pri nocicepciji. Se pravi, samo da čutimo nekaj brez nekega inputa kot odgovor na nek dražljaj. Potem perception oziroma mi smo temu rekli prepoznava, dojemanje, je zavedanje tega dražljaja, se pravi, mi temu dražljaju že damo neko interpretacijo, se ga zavedamo, se pravi, ga zaznamo res kot bolečino. Potem je pa še prepoznava oziroma recognition, kjer pa pač prepoznamo ta dražljaj. Potem smo tukaj pa zdaj napisali te oblike merjanja bolečine, ki merijo prav to bolečino, ne samo nocicepcijo. In sicer so to predvsem psihofizikalni načini merjenja. Poznamo termoteste, vibrateste, na dotik teste in podobno. Mi smo se pa v naši raziskavi predvsem ukvarjali s tem termotestom, ki se ga izvaja s tole napravo, ki je tamle na sliki. In takele rezultate dobimo. Pač dobimo neke točke, na katerih se, kako se, prage, ja, nisem se mogla spomniti. Se pravi, imamo hladni prag, topli prag, potem imamo prag za bolečino ob hladnem dražljaju in pa prag za bolečino ob vročem dražljaju. In potem dobimo takšne oblike nastanejo, v takšni obliki dobimo rezultate ven. In to, kar sem že prej opozorila, ko sem govorila o tistih vprašanjih, ki si jih lahko zastavljamo v bolečini,
je to, da s takim načinom merjenja se mi dejansko lahko vprašamo oziroma vidimo, a človek ob toplem dražljaju odgovori, da je dražljaj mrzel in podobno. In zaradi tega dobimo ne samo kvantitativne podatke, kar dobimo s prejšnjimi oblikami merjenja, ki sem jih omenila, ampak dobimo tudi kvalitativne podatke, prostorske podatke in pa časovne podatke. In vse to nam potem pomaga pri diagnosticiranju pacienta in pri tem, da mu pomagamo. Kar je še tukaj mogoče pomembno, je to, da s to obliko merjenja lahko bolje opišemo to bolečino, ki jo pacient čuti, in sicer obstaja 34 izrazov, ki jih lahko uporabimo, se pravi za vsako obliko podatkov, ki jih dobimo s tem merjenjem, so tukaj našteti izrazi, ampak kar je mogoče najbolj pomembno, je to, da je 34, da res lahko ločimo paciente in da bolje opišemo to bolečino, ki jo oni izkusijo. Okay. Zdaj se počasi približujemo koncu, tako da kar je najpomembnejše za ocenjevanje bolečine, vsaj po našem mnenju, je kot prvo to, da imamo pacienta oziroma ta osebo, na kateri izvajamo merjenja, mora biti pri zavesti, zaradi tega, ker le taka oseba, ki je pri zavesti, lahko čuti bolečino. Se pravi, če je oseba nezavestna, merimo samo nocicepcijo, zaradi tega, ker ni teh dodatnih podatkov, ki so povezani s kognicijo. In ta občutek bolečine obstaja le v tisti osebi, ki to bolečino čuti. Se pravi, nihče od nas ne more čutiti bolečine, ki jo neka druga oseba čuti, ker je to vsaki osebi individualna izkušnja. In kar je še pomembno, je to, da imamo izobražene in informirane posameznike oziroma strokovnjake, ki taka merjenja izvajajo. Zaradi tega, ker taki strokovnjaki morajo prepoznati in razumeti vse te simptome in podatke, ki jih dobijo od takšnega pacienta oziroma udeleženca v raziskavi. Potem na koncu, kar bi mi mogoče radi poudarili, je to, da je kognicija zelo pomembna pri razumevanju bolečine, zaradi tega, ker samo s kognicijo lahko razumemo bolečino v takšnem pomenu, kot jo mi razlagamo. Da je diagnoza začetek tega dela, da lahko potem pomagamo pacientu in da lahko delamo v dobro pacienta in da lahko samo res dobro delujemo takrat, ko upoštevamo pacienta in njegove odgovore. Kar bi pa še mi tukaj radi poudarili, je to, da je v takšnih primerih tudi zelo pomembno, da delamo v transdisciplinarnih timih, se pravi v timih, kjer so strokovnjaki iz različnih področij, ker lahko le na tak način združimo vsa naša različna znanja in na ta način, na najboljši možen način pomagamo pacientu ali pa komorkoli drugemu. Tako da to je vse zaenkrat iz naše strani. Če ima pa kdo še